Ja, Miran, iskrena hvala. Jaz bi mogoče se samo na 3 stvari navezal, ki si jih ti čudovito izpostavil tukaj v tem tvojem predavanju ali pa, bom rekel, informiranju, to so informacije, a ne? In sicer, kar se tiče EMŠO, pa davčnih, pa zdravstvenih na začetku, ko si doktor Komata prebiral, a ne? Pa zdaj, ko si rekel, kdo je suženj, pa kdo ni suženj, pa ko si delal na razmerja in pogodbe, pa med drugim tudi državni nadzor, kje je, do kje sme iti in do kje ne, bi se jaz tukaj mogoče na kratko povedal vsem tistim, ki morda tega še niso slišali, da v bistvu iz rimskega prava, katerega sem jaz na teologiji 6 let študiral, a ne, marsikomu sem to že povedal, pa ne bo nič odveč, če povem še enkrat, da so uvedli po prvi krizi, se pravi v začetku 20. stoletja, to je tam, se pravi 1918-21, takrat, ko je bila tista velika kriza v Ameriki, finančna, a ne, takrat so začeli uvajati v bistvu prve bančne knjižice. In kaj se je začelo dogajati, ne? Takrat so uvedli tako imenovan capitis diminutio maxima. Capitis diminutio maxima pomeni obglavljen, brez glave, in so imena in priimke zapisali vse z velikimi črkami. Če si tipkovnico narišete pred očmi in ko stisnete caps lock, tipko caps lock pomeni, da tipkajo samo velike črke, a ne? Ko stisnete caps lock. Capitis diminutio maxima, to pomeni v starem Rimu, ko so človeka tako zapisali samo z velikimi črkami, pomeni, da je bil tak človek suženj. Lahko je samo sral, jedel in delal in ubogal. Drugih pravic ni imel, ker je bil en kos pohištva lastnine, kot en pes, ki mora ubogati. Potem je obstajal drug sistem, capitis diminutio media. Ta sistem, dragi moji, imamo pa danes na osebnih izkaznicah na prvi strani osebne izkaznice, kjer imate rojstni podatek in ime in priimek zapisan s prvo črko veliko, ostale črke so majhne. Vzemite si zdajle ven dokumente, ko ste doma, poglejte na vašo osebno izkaznico, pa boste videli, da imate na vaši osebni izkaznici prvo črko z veliko zapisano, ostale črke z majhnimi. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu ste delni sužnji. Vi lahko se poročate, prodajate, trgujete, lahko delate pravzaprav vse v tem pravnem sistemu, se šolate, imate otroke, poročate in tako naprej, vendar do tiste mere, kot vam dovoljuje zakonodajalec. Hrvati imajo en krasni izraz, uvijek ima iznad popa pop. Zmeri je nekdo gor, ne? In zakonodajalec v tem primeru je tisti, ki vam prvo črko napiše veliko in vas le zaveže. Če pa obrnete osebno izkaznico, boste videli, pa na dnu so eni znaki, med temi znaki pa je z velikimi začetnicami zapisano vaše ime in priimek, same velike črke, in pa vaš naslov. Vi ste pravna oseba, ki imate naslov, in pa na vrhu imate potem v tistem okenčku desno zgori številko osebne izkaznice. Poleg tega pa, ko se človek rodi, dobi še svojo davčno številko, se pravi, vi ste firma. Sprašujem vas vse tukaj, če ima kdo od vas registrirano SP ali pa to, zakaj imate registriran SP? Saj ste dobili 2 davčni številki, mogli ste odpreti včasih, zdaj ne več, ne vem kako je zdaj, ker jaz v Sloveniji tega nimam. 2 bančna računa vzdrževati, 2 davčni številki, dvojna obdavčitev in tako naprej. Kazni, ki so prišle na firmo vašega imena in priimka, so prišle na naslov, a ne? In vi se proti temu ne morete boriti, zaradi tega, ker vam potem kar rubijo iz računa, kar je seveda vse protizakonito, ampak nehote ste podpisali pogodbo s tem, ko ste šli na upravno enoto in zaprosili za osebno izkaznico. S to osebno izkaznico ste se vi v bistvu zavezali, da se strinjate z mestno oblastjo, jo priznavate in kar bo mestna oblast rekla, tako bo.
Zato pa imajo jurisdikcije, sodišča imajo jurisdikcije, policija ima razdeljeno jurisdikcijo, zdaj že šolstvo jurisdikcijo. Jaz se spomnim, ker sem bil doma, ker sem bil v enem okraju tako daleč, da sem mogel uro pa pol hoditi peš v šolo, čez cesto sem imel pa drugo šolo, ampak ker je bila ta meja tistih 5 minut, me niso sprejeli v šolo zaradi jurisdikcije, ker sem spadal še čist na robu meje v drugo šolo. In sem mogel uro pa pol hoditi, vsak dan 2 uri prej vstajati in tako naprej. Lejte, zadeve so pa zelo enostavno rešljive, kadar človek spozna svojo suverenost. Miran je krasno povedal, da se v poglavju 5, zapomnite si, poglavje 5, to, kolikor je prstov na roki ene roke, je razdeljeno to poglavje na 2 poglavji, na lokalno samoupravo in na drugo samoupravo, to, kar je Miran tudi že povedal. Lokalna samouprava, dragi moji, so prebivalci Slovenije, so mačke, psi, tisti z naslovom, stalnim naslovom, tisti brez stalnega naslova in vsi tisti, ki prebivajo na nekem določenem ozemlju. Vse, kar živi. Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. To je 138. člen Ustave. Vmes je potem razdeljeno, kaj se tiče, kako je lokalna skupnost organizirana, delovna področja, mestne občine, dohodki in odhodki občine, finance, potem pokrajinsko in na koncu zanimivo, 144. člen, nadzor državnih organov. Zdaj pa pozorno poslušajte, kaj vam bom povedal in kje je skrivnost društva Belis. Mi smo edini v Sloveniji, bom rekel, mogoče edini tudi daleč okrog s to ureditvijo, razen tistih seveda, ki to stvar poznajo, to so visoke politične stranke, WHO ima tako narejeno, kot imamo mi, potem ima AJPES tako narejeno, ker te stvari ustavni pravniki vendar redki poznajo. Nadzor državnih organov se zaključi v 144. členu. Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Kaj to pomeni? Nadzor državnih organov. Kaj je nadzor? Nadzor je policija, nadzor državno odvetništvo, državni tožilci, sodišča, finančna uprava, državna uprava kompletna. Tukaj se nadzor državnih organov, bodite državnih organov. Vse, kar je državni organ, se tukaj zaključi. Potem pridemo pa v tem 5. poglavju na točko B, je druga samouprava. Tukaj se pa prva beseda, prej sem prebral prvo besedo prebivalci Slovenije, zdaj pa bodite pozorni, zdaj pa preberem, tako piše v Ustavi, to se jaz ne izmišljujem. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Kakšna je razlika med prebivalcem in državljanom? Kakšna je razlika? Razlika med prebivalcem in državljanom je sledeča. Prebivalec je vsakdo, državljan ima pa pravni odnos in odgovornost do mesta, kjer živi, do skupnosti, do ljudi, do sočloveka in se zaveda svojega slovenstva, zaveda se svojega porekla in odgovorno temu tudi ravna. Brani svojo suverenost, svoje ozemlje, svojo človečnost, svojo svobodo in brani vse, kar je okrog njega in to tudi zastopa. In to v društvu Belis počnemo. In Miran, hvala, ker si danes to tako lepo načel in to prinesel in to zelo lepo izpostavil. Prekrasno. No, v naslednjem stavku, ki je pa zelo kratek, zdaj pa dobro poslušajte, zakaj smo mi dokumente izdajali in kaj so mediji pisali. Če boste pogooglali društvo Belis, Mihael Belis, Prevarantsko, društvo Belis izdaja dokumentacije, listine, bla, 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 so pisali zgodbice, ki so jih pisali brez ene navedbe pravnega člena, brez ene podstati. To so pisali zgodbice napihnjene zato, da omalovažijo ime društva ali pa posameznikov, to, kar je pač isto pri zdravnikih, pri duhovnikih, pri politikih, če kdo pove kaj narobe ali pa se postavi zase ali pa kakorkoli drugače, takoj gre za diskriminacijo. No, ta člen oziroma ta vrstica tega 145. člena, v katerem pa smo mi,
Državljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. A veste, ampak to niso NVO, nevladne organizacije, društva, ki presežejo javni interes in se potem priključijo na neko ministrstvo. To ni to. To je vse zavajanje, to je vse napačna interpretacija, to je vse narejeno samo zato, da ima država nadzor nad vsemi društvi. Povem vam, mi smo edino društvo v Sloveniji, kjer rečemo, da se samo vzdržuje, self-sustainable. Člani, iskrena hvala tisti, ki še podpirate, ki veste, zakaj gre, smo vam iskreno hvaležni, da lahko delujemo, ker imamo stroške res velike, treba je vzdrževati. Delo smo, te tekoče delo, kjer je bilo tle v pisarni, se je zreduciralo zaradi dela v društvu, ker imamo, se veste, da veliko delamo in tako naprej. Ampak dokumenti iz državne pristojnosti mi ne rabimo vprašati nobenega ministrstva, niti vlade. To, kar se mi dogovorimo v društvu, nam dovoljuje, ker piše tukaj, da lahko zakonom se lahko prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev. Smo pa tukaj mi društvo, ko po zakonu o društvih nam daje dovoljenje in sicer po našem statutu. In vse, kar imamo v našem statutu, je Miran tiste dve vrstici krasno povedal iz naše članske izkaznice. Tukaj noter je zlato, katerega od vseh članov, ki jih imamo, mogoče 3% razumejo. 3% ljudi. Vse ostalo, kar drugi počnejo, veste, je drobljenje skupnosti na račun poslanih posameznikov iz strani države, da razdirajo to enotnost. Da ne omenjam, kdo so ti ljudje, pravzaprav me to sploh ne zanima, ampak vidi se, kako znajo manipulirati, kako so naučeni in so zato tudi plačani, sponzorirani iz državnih sredstev ali pa s prikritih sredstev. In konkreten tak primer, gledajte, je pravna mreža za pravno varnost, kjer so zdaj naredili ta zakon. To so štiri društva, ki so se zdaj naredili, oni so kar rekli pravna mreža za varstvo demokracije, državljanov in tako naprej, in da je treba vlado zavezati, da ne bo imela tako širokih pooblastil, da ne bo mogla takih ukrepov delati. Kako se to super se super sliši. Pa vi veste, da te ljudje, kdo jih sponzorira? A veste, da so ti ljudje tam s plačo, da imajo plačo? Čakajte, kako lahko tak človek tam dobi plačo? Povejte mi. To so plačani ljudje in to počnejo. In zdaj seveda v državni zbor so to vložili kao civilna iniciativa, kar sploh ne drži, ampak je prišlo okoli riti v žep državni zbor. Državni zbor je to sprejel, ampak hvala Bogu seveda je zdaj vložena zdaj tole za, kako se reče, Miran, za peticijo, ne? Za referendum so zdaj uspešno vložili. Seveda, gledajte, jaz v bistvu osebno se tega nisem udeleževal, se s tem absolutno ne ukvarjam, o tem ne pišem. Vem, da sem na začetku ljudi zbudil, ampak to tudi ni naša stvar. Kaj je naša stvar? Naša stvar je, da kar se mi v društvu zmenimo na občnem zboru in kar potrdimo, je to naša interna državna stvar. In to nam daje, a veste, ustava to pravico. Vse, kar smo naredili več in čez, in smo pisali šoli in smo opozarjali zavode, bolnice, zdravnikom, veste, kaj smo vse na začetku delali, kako smo pisali. Vse to je dobro namerno, da smo ljudi zbudili. Zdaj pa naj se sami branijo. Kdor pa hoče z nami jeti naprej, mi se ne bomo ukvarjali z državno upravo, se nimamo nič z njo. Oni si naj pišejo zakone, naj sprejemajo lezbične, pederske zakone, družinski zakon, ki zdaj, veste, kako so povozili? Povozili so 53. člen ustave in 54. člen ustave. Zakonska zveza in družina je 53. člen, 54. člen pravice in dolžnosti staršev. A sta dve ženski, ki imata pravico posvojiti otroka po predvčerajšnji ustavni ali včerajšnji tisti ustavni odločbi, ti ljudje gor so na ustavnem sodišču se postavili nad ustavo. Jaz ne vem, ali ne berejo ustave, ali kaj jim ne jasno, kdo je starš. Če 2000 let ena stvar funkcionira, a zdaj
2022 pa naenkrat so jim kršene pravice, ko dve istospolni hočeta posvojiti, pa kako bojo takega otroka vzgajali, kako bo ta otrok rasel, lepo vas prosim. V kakšni družbo smo prišli, v Sodomo in Gomoro? Pa ne gre tu za neke pravice, gre za naravno pravo. Ta odločitev Ustavnega sodišča je hujško injekcija v roko. Kaj delajo z ljudmi? Poglejte si malo modne revije, kakšni ljudje hodijo po pistah, kaj počnejo z ljudmi in tako naprej. Svet gre res v neko popolnoma drugo in napačno smer. Potem pri tretji zadevi, capitis diminutio minima, so pa ljudje, ki pišejo zakone, to je pa tisti tretji tip ljudi in ti ljudje se pišejo pa vse z majhnimi črkami. V Vatikanu, kraljice in tako naprej, se pravi tisti, ki so si vzeli kot društvo tako pravico, da oni v bistvu z svojimi par ljudmi so se odločili, da bodo vladali, mogoče so imeli malo več nekega znanja, ljudje so jim sledili in tako se potem seveda ta oblast širi, krepi in poglejte, kam z leti pride na nenasitno stvar. Ta pokvarjenost, ta želja po dobiti še in vladati še in nadzorovati še, se je tako razširila, da se ti ljudje sploh ne skrivajo več, sploh svojih ambicij ne skrivajo več, kar je zelo žalostno, kar je zelo boleče in temu se moramo strogo, 100% upreti. Ni debate, kar se mi tukaj zmenimo, pa če nas je, ne vem, 50 ali pa 100, dovolj, da si mi naredimo svoj dokument. Jaz imam veliko še teh stvari, ampak ne razglašam, puščam, da se stvari razvijajo, bomo videli, kam bo prišlo. Z včerajšnjim dnem so spet maske v UKC obvezne. Tu že vidim po Ljubljani ene ženske v rokavicah, pa maske hodijo. A veste, to so plačani ljudje s strani medicine in vlade, da hodijo po cesti, dobijo fajn denarje, to niso tisti, ki bi jih skrbeli zdravje. To so tisti, ki reklamirajo to agendo. In takih ljudi se je treba bati. To so čisti roboti. Tako da, kar se tega tiče, sem jaz mal te stvari zdaj povedal, se pravi capitis diminutio maxima, capitis diminutio media in minima. Za minimo se pišejo vse z majhnimi črkami, pa imate pa še kombinacije. Če boste šli na državno upravo, naprimer, greste na državno ministrstvo za, ne vem, notranje zadeve, na ministrstvo za gospodarstvo, kaj boste opazili? Opazili boste, da se imena ljudi, ki so tam zaposleni, pišejo z veliko začetnico in z majhnimi črkami, priimki pa vse z veliko začetnico. To je pa zdaj nek surogat, neka vmesna zadeva. In kaj pomeni? Da ko je v službi, je absolutno robot, 100% poslušen, po priimku, z imenom, ko pride domov, je pa delno svoboden. In ljudje v državni upravi, veste, imajo tudi omejena gibanja, imajo omejene misli, ne smejo se o kakšnih stvarih sploh ne pogovarjati in so v bistvu sužnji sistema, zato da temu sistemu služijo, da preživijo, hkrati pa ne znajo razmišljati, ker vidno čakajo ukaze. 50 let so nas vzgajali tako, vzami svinčnik v desno roko, tudi če si levičar, piši tako, pa ABC in potem prideš ti v 25-30 leta, zaključiš univerzo in čakaš, da kaj ti bojo rekli, kaj delaš. Miran je prej zelo dobro povedal, kako so se delodajalci postavili na delavce, ampak zato, ker delavec uboga. Se pa nihče ne zaveda, zato, ker prava se v šoli ne učijo, monetarnega sistema se ne učijo, vseh koristnih stvari za življenje, ne samo neke podatke. 4. člen obligacijskega zakonika pravi, pogodbeni stranki sta si vedno enakopravni, enakovredni. Dragi moji, ko imaš ti pogodbo, nima veze, kakšna je, si enakovreden partner. Meni je čisto vseeno, se pogovarjam z Bill Gatesom, ali z Donald Trumpom, ali z Miranom Pircem, ali z mojo ženo, vedno gre za pogajanja. Pogajanja, spoštovanje obeh strani. In če ena stran prelomi besedo, mora za to plačati tudi ceno. Ok? In tako tudi je. Ampak v naši družbi zdaj tudi, če daš besedo, že ne velja več. V naši družbi je tako daleč prišlo, da tudi če je napisano in dokažeš, ne velja več, ker je sodni sistem propadel, ker je korupcija tako visoka, ker je vse skupaj šlo v 3PM. Oprostite izrazu. Jaz sem
zdaj malce navezal, Miran, nate, ker si me tako spodbudil, tako si mi pogrel srce, tako dobro si na današnji dan, ko praznujemo 20 let, povedal strani dr. Komata, ki je res, jaz sem ta članek tudi bral, sem užival, ko sem bral, in na koncu napiše, kje je rešitev, in jaz sem se zasmejal. Mislim, rešitve so, ne, ampak treba jih je iskati znotraj tega vrtinca, je zmeri treba najti, ali pa iglo vsenuje treba, in mi imamo to iglo vseeno, a veste, držimo jo v roki, ampak je tako majhna, da je večina ne vidi. Tako da zaenkrat toliko, razen Miran, prosim zdaj, če imaš še za zaključek kaj za dodati, jaz sem malo povedal stvari. Upam, da je marsikdo razumel, da mu je bilo pojasnjeno, zakaj pravzaprav društvo gre, in to društvo je res perla, je biser in ga je treba vzdrževati. Zato ostanimo skupaj, imejmo se radi, in Miran, tebi dajem še zaključno besedo. Tako si lepo povedal, da je že kaj ni za dodati več. Ker, poglej, kar bom zdaj povedal, se bo slišal znanstvena fantastika. Pred 20 letem sem jaz ženi rekel, ta svet gre, tako si rekel, 3PM, pa ta. Tle se nekaj more zgoditi, da se bodo stvari porihtale. In ne vem, a sem zato danes nor, ampak jaz sem mislil, da se to dogaja. Pa ne gre vse, ne vem kam, v redu. Tudi jaz se postavim v bojno linijo, če je treba, pa ne me odplakne, da bojo od zadaj svobodni in pravilno zaživeli, tako kot pride vsak v bistvu, ko pogledam jaz mojega vnuka, zdaj bo kmalu 2 leti star, pa to je, pa nima veze, ali je to vnuk, ali kjerkoli otrok, pa to je biser, ki je poslan na zemljo, potem ga pa v parah letah uničijo, pa to ga tako uničijo, da starš sploh ne dojema, kaj mu delajo otroku, sploh dojame ne. Mislim, to je katastrofa, more se nekaj zgoditi, pa bodimo veseli, da se dogaja. Ne vem, a je vsaka slaba stvar res slaba, mogoče pa to dobra stvar. Saj ne vemo, počakajmo in samo puške ne smemo vršiti v koruzo, ker rešitve imamo sami, to je to.